Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Nekaj ste že slišali v tej oddaji, da je Ljudska univerza podelila nagrade. No, z nami je danes tista, ki se je po njihovo najbolj strastno učila. Ainura Sejsembajeva. Lepo pozdravljena. Pozdravljena. Torej, strastna učenka pravijo pri Ljudski univerzi. Se tudi sama počutiš tako? Ne vem. Slovenščino sem se res strastno učila, ker zelo mi je bilo všeč in sem imela iskreno željo, da se naučim, da znam, ker živim v Sloveniji, sem prišla v Slovenijo in sem želela, da se naučim slovenskega jezika. Kako pa to, da si pravzaprav izbrala Slovenijo? Je bila posredi ljubezen? Ja, leta 2015 v Kazahstanu sem spoznala svojega moža. On je Slovenec in me je pripeljal sem v Slovenijo. Kako lahko izvemo kaj več o tem srečanju? Moj mož se ukvarja z nogometom. Pač je nogometni sodnik tu v Sloveniji in leta 2015 smo v Kazahstanu imeli prvenstvo in igrali je Helsinki in Kazahstan. On je prišel pogledati to tekmo in pač smo se znašli v eni družbi in tako smo se spoznali. Si tudi sama ljubiteljica nogometa? Pa ne bi rekla, sem šla s prijateljico in to je pač usoda. Koliko časa si zdaj že v Sloveniji? V Sloveniji sem skoraj 5 let. Si se takoj začela učiti slovenščine? Ne, ko sem prišla, sem se začela tako počasi, potem je prišla korona, vse je bilo zaprto. Sem se učila doma in na to sem šla v Večgeneracijski center Morje in od takrat sem prav trdno, bi rekla, se učila slovenski jezik. Na kakšen način pa recimo tam učijo slovenski jezik? Ker učenje jezika kot odrasel človek je vseeno po eni strani težje, po drugi lažje, kot ko si otrok. Mi je bilo zelo težko. Predvsem začeti govoriti, ker moj materni jezik ni podoben slovenskemu jeziku. In veliko stvari meni ni bilo jasni in sem imela pač to strah, da ja povem nekaj narobe, da me ne bojo razumeli, da mi bojo posmehljali, ker pač jaz sem že odrasla, ja, in ko si otrok, ti se tega ne zavedaš, je tebi vseeno, ali si rekel prav ali ne, pač ti pač govoriš in to. Ko si odrasel, je človek, je to že čisto drugače, ti to sprijemaš in pač tako je. Kaj pa to pomeni, da si poslušala kasete, gledala filme? Jaz veliko sem probala se pogovarjati. Na igrišču, ko sem šla z otroki, z možem, sem rekla, se pogovarjaj z mano. Prav se spomnim, je zvečer, jaz se usedem, jaz se učim, naprimer je temo na cesti. In jaz zvečer, po večerji se usedem in jaz mu pravim, se pogovarjaj z mano, gremo se pogovarjati, pa dialoge, pa nove besede, pa kaj se temu reče, pa kaj se temu je reče. Moj mož je pozna tudi ruščino, jaz tudi govorim tekoče rusko in zato sem ga vprašala, kako se reče temu. In če bi jaz želela nekaj povedati, kako bi to povedala, kakšen ta je besedni red. In veliko mi je pomagal moj mož. Veliko ljudi pravi, da je slovenščina podobna ruščini. Se tudi tebi tako zdi? Ja, ne bi rekla, da je prav podobna, vseeno imajo razliko,
Pa v ruščini nimajo oni glagola biti, ker to je dela zdaj rusko govorečim veliko težav. Pa nimajo je povratna zaimka s, nimajo dovršnih in nedovršnih glagolov. In ja ne bi reklo, da je podobno, pač je slovanski jezik, je mogoče nekatere besede so podobni, ampak če je gledamo tako v, kako bi rekla, na splošno, ni tako podobno, je kako se zdi na prvi pogled. Kam pa sodi recimo jezik, ki ga uporabljate v Kazahstanu? Je to tudi slovanski jezik? Ne, to je jezik je tjurkske skupine, takih kot je turščina, kazaščina, kirgiščina, turkmenščina. Ja sodi pač v to skupino, v tjurksko skupino jezikov. In kako bi na primer tam rekla, govorim kazahstansko, po kazahstansko? Ja, kazahtalje sölesem. Kazahtalje sölesem. No, sliši se precej drugače, ja. Kako pa je na primer s pisanjem slovenščine? Je to še težje kot govorjenje ali lažje? Ne, meni je bilo lažje. Ne vem zakaj, ker verjetno ko sem se učila slovenski jezik, veliko sem pisala, ker tako hitreje se naučim in zapomnim besede. In meni ni bilo težko z pisanjem in na izpitu za osnovno raven sem dobila najvišjo oceno za pisanje. In koliko časa tako traja en tečaj, preden pride učenec do izpita, recimo tako osnovna stopnja, prva stopnja? Ja, pa je odvisno od človeka. Koliko človek je namenjen dati truda, časa, vlagati v to. Ampak to pomeni, da recimo v večgeneracijskem centru, da imajo tečaje enkrat, dvakrat na teden. Kako to izgleda? Recimo, kako si se sama lotila obiskovanja teh učnih ur? V večgeneracijskem centru Morje tečaj slovenščine dvakrat na teden. Poleg tega sem še dobila tečaj slovenščine od Verisa, to je 180 ur. In sem kombinirala, sem hodila i večgeneracijski center Morje dvakrat na teden in v center Veris tudi dvakrat na teden. To je pa potem res že čisto prava šola. Pa kako je pa to šlo ob majhnih otrocih? Ja, takrat sem imela samo enega otroka in jaz imam zlato taščo, ki mi vedno priskoči na pomoč, res zlatega moža. In z njihovo pomočjo mi je vse uspelo. Super. Se pravi, čestitke tudi obema, ki sta pomagala. Sicer pa kaj je bilo najtežje pri učenju slovenščine? Je to dvojina mogoče, rodilnik? Ja, dvojina je seveda dvojina, glagol biti, kot sem že omenjala, je povratni zaimek se, dovršni je nedovršni glagol in končnice. Pa še zdaj se učim in vem, da delam veliko napak, ker nikoli ne boš rekla, da si se naučila jezika. Ker več kot se učiš, vedno se počutiš, da ti nič ne veš. Ampak kot je rekel že nek stari Grk, šele potrebno je nič vedeti, da vemo, drugi niti tega ne vedo. Ja. Torej, to je kar nekaj ur tvojega življenja, ampak s čim se pa tudi sicer še ukvarjaš, poleg tega, da se učiš slovenščino? Poleg tega jaz imam družino, sem mama, imam dva otroka, dva majhna otroka. In kot je moj hobi, zdaj se učim nutricionistiko in
pač v kuhinji je veliko je časa preživim v kuhinji, ker poskušam je nove recepte in pač uživam v tem. Kako pa recimo se slovenska kuhinja razlikuje od kazahstanske? Ja, zelo. Ja, je zelo. Je pri vas tu vi imate zelo, je veliko zelenjave v jedilniku, veliko rib, teh je morskih dobrot. Pri nas ne, pri nas mi jemo je večinoma je goveje meso, konjsko meso, jagnjevo meso, ja, se reče tako. In pač tako krompir in testo in to je samo se zamenjajo je sestavine je med sabo, ampak tako pa ne jemo je veliko zelenjave in rib. Torej je zdaj hrana povsem drugačna. Ja, je povsem drugačna, ampak vseeno sem ohranjala te svoje najljubše jedi, ki sem jih imela v Kazahstanu in zdaj kuham jih tu v Sloveniji za svojo družino, za svoje prijatelje in Slovenci, ki pridejo in ki prvič je poskusijo, so zelo presenečeni, kako je dobro. Nikoli je ne bi en prijatelj od mojega je moža je prišel, je prvič, da sem skuhala plov. Pač to je uzbeksko jed. In to je goveje meso s čebulo, s korenjem, z rižem in vmes še daš, kako se temu rečejo? Sem pozabila. Posušen vinograd. Kako se reče? Grozdje? Ja. Rozine? Ja, in notri so daš rozine. On je rekel, je riž z rozinami, z mesom ne gre. Rekel, pa ti pokusi. On je pokusil, rekel, ja, res je dobro. Pa je lahko dobiti, recimo, začimbe so verjetno drugačne, verjetno v Sloveniji. Pa sem se prepeljala. Torej še redno hodiš obiskovati družino? Ne, lani je bila moja mama tu in mi je prinesla je zalogo za 1 leto naprej. Česa nam pomanjka v trgovinah, recimo takole začimb? Ja, pač vi imate vse, pa nimajo tega okusa. Ne vem, če naprimer je daš kumino je notri, pa kumina, ki mi imamo v Kazahstanu in kumino, ki vi imate tu v Sloveniji, se razlikujejo. Tako na okus. Ali sem že navajena? Pa sicer je mogoče kaj bolj pekoča hrana v Kazahstanu? Ne, je ni pekoča. Kaj pa ponavadi tam, kjer se je veliko mesa, je tudi veliko mlečnih izdelkov. Je tako tudi v Kazahstanu? Ja. Torej, sir je zagotovo nekaj, kar moramo poskusiti, če gremo v Kazahstan. Ja. Kaj pa sicer opaziš velike razlike recimo med Kazahstanom in Slovenijo? Razen mogoče veliko več zelenja tukaj je verjetno tudi sicer pri samem načinu življenja kaj drugače. Preden so se prižgale kamere, recimo, si omenila, da je tukaj prevoz bolj točen. Ja, je prevoz je bolj točen, pač ljudje so bolj sproščeni. Pri vas vse tako počasi, ker pri nas je vedno mi hitimo, nikoli nimamo je časa, pa tu je bolj sproščeno. Ko sem prišla, je prvo leto, pa jaz sem bila zelo je presenečena, je način življenja, ko ljudje zjutraj že sedijo v kafe, pa ne vem, pijo kavo, berijo časopise, pijo pivo, pa vino. In meni je bilo malo nejasno, tako, kako je lahko sediš zjutraj in že si tako pri miru, ker moraš narediti pa veliko stvari, pa moraš to, pa moraš to. Pač
In pa zdaj sem že navajena, jaz zdaj sem že sama, jaz zjutraj pokličem svojo prijateljico in z vozičkami gremo na kavico in uživamo na sončku, ko je lepo vreme. Kam najraje hodite na kavo? Jaz hodim na Triglavska kapitanija. Ja, ker tam je sladoled in tam so tiste sladkarije in kava dobre imajo, še je sobo za otroke, jih pustiš, se igrajo, tako da hodimo tam najraje. Super. Si uspela v teh 5 letih videti še kakšne druge dele Slovenije? Ja, jaz sem bila v Ljubljani, sem bila na ozeru Bled, Bohinj, pa tiste po čem je znana Slovenija, ja, je turistične mesta, ja, jaz sem bila. Kaj bi pa predlagala mogoče našim obiskovalcem, ki se odpravljajo v Kazahstan? Kje so pa tam te turistične točke, ki jih ne gre izpustiti? Ja, to je Almaty, to je mesto na jugu Kazahstana in ko greste v Almato, imate veliko za kaj je pogledati. Je jezera, puščava, gore, reke, ozera, vse. Jezera sredi puščave? Ja. Sej, kako pa je, na primer, recimo razlika v temperaturi? Zdaj smo maja, pa je že kar precej toplo zunaj tudi pri nas. V Kazahstanu je verjetno bolj vroče. Pa je odvisna od kraja. Če si na jugu Kazahstana, je vreme skoraj isto kot tu v Kopru. Pa jaz prihajam iz severa, pri nas je bolje je mrzlo, je seveda. Po zimi pa tudi mi imamo -30. -30, ja. To, kar zahteva neka druga oblačila. Ja, seveda, bolj toplo. Torej bolj iz goratega dela Kazahstana. Še enkrat? Se pravi tam, kjer so bolj gore v Kazahstanu, na severu, čeprav vem, so bolj gore, ne? Ne, mi na severu nimamo gor, gore so na jugu. Mi imamo puščavo in je sever, je zraven, je Sibir, Rusija. Od tam sem. Zdaj veliko ljudi imajo različne poglede na Rusijo, zdaj zaradi tega vojnega konflikta. Ja. Si imela sama tudi kakšne slabe izkušnje s tem, da si prišla od drugod v Slovenijo? Ne, jaz je nisem imela. Vsi so prijazni, vsi so, radi se pogovarjajo, radi vprašajo, odkot si prišla. In ko omenjam je Kazahstan, veliko je ljudi so že bili, jaz sem že bil v Kazahstanu, pa sem bil tam, pa lepa država. Tako da nikoli nisem imela slabih izkušenj. Pa bi sicer priporočala obisk Kazahstana? Je že zelo turistično, je veliko turistov tam ali še lahko najdeš kak skrit kotiček? Je veliko turistov, je. Pa ne vem, če najdeš še kakšen skrit kotiček, ker so povsod. Torej je skoraj podobno že kot tukaj na obali. Kot tu na obali. Boš z slovenščino, torej z učenjem slovenščine še nadaljevala? Ja, seveda. Pa vidiš, ne govorim tako dobro še. Vseeno je delam napake tu pa tam, pa nimam še takega besednega zaklada, da bi govorila bolj sproščeno. Vseeno še imam tremo srečo, ja, in vnaprej bi se opravičila za svoje napake. Mislim, da govoriš boljše kot marsikdo, ki se je slovenščine učil že od malih nog. Kot eno od tehnik si pa omenila, da tudi prejemaš naš časopis, kjer potem obkrožiš besede, ki jih še ne poznaš. Pa jih potem iščeš v slovarju ali ti jih razlagajo ljudje okoli tebe? Ne, jaz uporabljam ta Franci, slovenski knjižni jezikovni slovar. Ja, in tam se najdem vse odgovore na svoje vprašanje.
Torej ne potrebuješ več rusko-slovenskega? Ne, ker že tako dobro razumem slovensko, da ko berem, jaz razumem vse. Pa ko govorim, ne vem jaz zakaj, ne govorim tako dobro, kot razumem. Kdaj pa si prvič upala spregovoriti po slovensko? Je verjetno po enem letu, odkar sem začela učiti slovenski jezik. Torej zdaj govoriš 4 jezike? Govorim kazaščino, ruščino, slovenščino in angleščino. 4. 4. Bojo tudi otroci potem znali 4 jezike? Zdaj starejši otrok bo imel že 4 leta, govori rusko in slovensko. Pa s kazaščino si ne upam, ker je zelo težka. Jaz se pogovarjam z mamo v kazaščini, on to sliši, pa nima zanimanje, da bi govoril v kazaščini, ker je beseda, naprimer pozdravljena, da, zdravo, pri nas salamet se zve. To je, pač je zelo težko za se izgovoriti. Pa ima sicer kazaščina tudi recimo dvojino, končnice različne? Ja, končnice imamo, pa dvojine nimamo. Pa jaz ne vem, jaz mi zdi, samo slovenščina ima dvojino. Mislim, da tudi baski in lužiški Srbi, za ostale dele sveta žal ne vem. Ampak meni je bilo zelo težko se naučiti dvojine, ampak zdaj, ko jaz že razumem in probam govoriti, meni je zelo všeč. Ko govoriš, ko mi dva, je samo o nas, je samo mi dve. Tako da jaz zdaj uporabljam dvojino, zdaj mi je všeč. Super. Zdaj za letos ste verjetno že zaključili s tečaji pri večgeneracijskem centru? Do konca junija imamo. Potem pa 2 meseca pavze? Ja, potem počitnice. Pa itak, jaz se učim slovenski jezik ne samo na tečajih, jaz veliko poslušam pač Jan Plestenjak, Nina Pošlar, pravilno. Veliko je pesem, ja poslušam, pa gledam poročila. Kaj pa recimo si navajena brati podnapise? Kako je s tem v Kazahstanu? Imate tam tudi podnapise, več sinhronizacije? Ne, je pri nas vse sinhronizirano. Če ni sinhronizirano v kazaščino, sinhronizirano v ruščino in potem imamo te podnapise v kazaščini. Torej, to, da so slovenski podnapisi, je lažje ali težje? Pa meni je bilo všeč. Ko gledaš kakšen film, naprimer v angleščini, ti poslušaš in razumeš, pa bereš podnapisi in nekako to, tako sem se učila, je tudi slovenski jezik. Rada gledam je turške nadaljevanke, ker je turščina in kazaščina sta podobna, je tudi pač, je razumem, je turško in berem podnapise, zdaj gledam na Pop TV-ju 3 sestre, to nadaljevanko in tako jaz se učim. Je besedo, ki jo ne poznam, pač jaz si zapišem, pa že znam je pomen, kaj je pomeni ta beseda. Ko pa tudi tako se učim. Ja, res veliko enih različnih tehnik in taktik, kar se sliši samo super. Si pomislila zdaj, da bi se mogoče, ko tako obvladaš že 4 jezike, še kakšnega naučila, mogoče italijanščine? Pa mogoče v prihodnosti bi, ker italijanščina je blizu, pa bi tudi rada govorila italijansko. Kako pa ti je bilo všeč, recimo, oziroma ti je všeč učenje pri večgeneracijskem centru? Na kakšen način to poteka? Imate delovne zvezke, vsakič neko drugo temo? Kako se tega lotite z domačimi nalogami? Ja, večgeneracijski center, to je prva točka, kam pridejo vsi tujci. In tam tečaji so odlični. Oni že vnaprej pripravijo teme, ki jih
ki jih bomo imeli na pouku, sprintajo. Je papirje, kjer so vaje, kjer se razlaga slovnica, to vse. In seveda je dajo domačo nalogo, kot v šoli, in doma sediš, pišeš to je nalogo, prideš, prineseš in potem tam je to vse oni preverijo. In je napake, ki jih imamo, še enkrat ponovimo. Koliko vas pa je v skupini? Ste zdaj ista skupina že od začetka? Ne, ko sem začela učiti slovenski jezik, nas je bilo 20, je mogoče več na začetku. Zdaj jih je še več. Se mi zdi, je zdaj 2 skupine, ker veliko Ukrajincev je prišlo, je zaradi vojne. In vsi želijo se naučiti slovenskega jezika in pač to je prva točka, kam pridejo je turisti in jim pomagajo. In se mi zdi, imajo je celo 2 skupine, ena začetna in ena nadaljevalna. Je mogoče še kdo iz Kazahstana bil? Iz Kazahstana, ja, je tudi, jaz poznam veliko ljudi iz Kazahstana. Pač niso pravi Kazahi, pač v Kazahstanu je živijo tudi Rusi, Uzbeki, Armeni, to vsi narodnosti in veliko Kazahstancev, tudi tu na obali v Sloveniji. Koliko si omenila? 9 milijonov ljudi živi v Kazahstanu? Ne, na zadnjič je bilo 16. 16? Ja. Je pa več kot 16 Sloveniji površina Kazahstana. Ja, je površina Kazahstana na mednarodnem, na svetovnem je seznamu, zavzame 9. mesto po površini. Je velika država. Ali si dosti potovala po Kazahstanu? Ja, seveda, sem bila povsod. Pač je moja država, ko si mlad, ko nimaš otrok, družine, greš s prijateljem, je povsod. In kje si se potem še razen tam na jugu zadrževala? Recimo, kam ljudje hodijo na dopust? Pač na dopust pri nas v Kazahstanu, če ni grejo v Almato ali do svojih sorodnikov, vsi grejo v Turčijo. To je najljubša destinacija Kazahstancev. Najbližje morje. Ja. Zdaj imaš morje na dosegu roke, ga redno obiskuješ? Ja, poletje smo vedno na morju. Tukaj v Kopru so naredili to novo plažo. Je zelo lepa. Je toliko prostora, otroci tečejo, se kopajo, igrajo. Imamo veliko prijateljev tu v Kopru, res. Poletje jaz uživam tu na obali. Pa za otroke te kdaj skrbi, ali je veliko takih prostorov, kjer so na varnem, da ni ceste zraven, recimo, ali česa podobnega? Kje? Recimo tako, ko greš ven v lokal, na plažo. V nas v Kazahstanu? Ne, tukaj v Kopru, mislim. Pa tu za otroke, se mi zdi, imajo vse. Pač v centru tu ta igrišče, ki je mivka, ja. Imajo to plažo, imajo ta je zelen park, zraven je tržnice, ta je velik park, pa je pa Bonifika, pa je veliko igrišč. V vsaki soseski 2-3 igrišče. Bi rekla, da se otroštvo tvojih otrok precej razlikuje od tistega, ki si ga imela v Kazahstanu? Pač mi v Kazahstanu, jaz ne vem, kako je bilo v Sloveniji, mi smo zrasli na, kako bi rekla, pa to ni grdo, pa v dobrem je pomeni, smo se zrasli na cesti, pač smo se zrasli zunaj. Zjutraj smo šli, pojedli smo šli ven, smo prišli na kosilo, pojedli, ali nismo prišli, smo pojedli pri prijateljih, pa smo prišli domov zvečer. Tako, pa moji otroci nimajo te možnosti, ker ne moreš spustiti otroka pač je samega, ker so časi
niso varni, bi rekla. Ampak ja, pri Noni oni imajo tam okroglo igrišče, ki se zbirajo vsi njegovi prijatelji iz vrtca in oni tam se igrajo, ob 3 je pa beremo ga iz vrtca, je nekaj poje, ob 4 gre na to igrišče in mi ga je pa do 7 smo tam. Tako da on tudi ima lepo igrišče, je vedno smo zunaj. Ja, verjetno se je marsikaj spremenilo tudi s tem, ko so potem najstniki dobili telefone in je manj otrok začelo preživljati čas na ulicah. Si že razmišljala, kdaj bo pravi čas, da vajina otroka dobita telefone? Pa telefone to ni zlo, ja? Jaz ne bom rekla, da ne bom otroku dajala telefon. Je seveda pač ta informacijski napredek je takšen, da to je že del našega življenja. Ne moreš brez telefona, ampak bom ga učila, da je telefon ni samo, da vzameš in gledaš risanke, pa lahko je nekaj najdeš. Je pa, na primer, zdaj po telefonu mi gledamo, on ima rad dinozavri in mi je gledamo, kakšni so dinozavri, kje so živeli, kaj so jedli in to vse. Pač bom učila svojega otroka pravilno uporabljati telefon. Kaj pa recimo kot nutricionistka? Pa nisem še. No, ne še, ampak kako pa je recimo zdaj veliko mladih staršev se ukvarja s tem, ali dati otroku sladkor, bombone, čokolade ali ne? Ja. Jaz svojemu otroku seveda dajem, ker pač to je otrok. Tudi jaz sem jedla sladko in naprimer, ko na igrišču in drugi otroci jejo tam piškotke, ne boš dal mu korenček, da on stoji s temi korenčkami in ga je. Ampak če držiš pravila, 80% imaš zdravo hrano, imaš tisto uravnotežene obroke, zajtrk, kosilo, večerjo in če daš nekaj sladkega otroku, to ne bo mu škodilo. Tako da kot starš moraš poskrbeti, da otrok ima glavni jedi zdravi, uravnoteženi. Torej, če ima malo sladkorja, je več možnosti, da bo pojedel brokoli? To je odvisno od tega, kako ste navadili, kako ste uvedli gosto hrano, kako ste uvedli to jed otroku. To, kar vi jeste za mizo, ker vi jeste za eno mizo. Če, na primer, oče je McDonald's, je nekaj in ti siliš otroka, da je brokoli. Pa zakaj? Zakaj otrok bo jem brokoli? Seveda, pa če ti ješ zdravo hrano, če oče je zdravo, če cela družina je zdravo hrano, otrok to vidi in tudi to je za njega. To je normalno. Pa mora pojesti salato, mora pojesti brokoli, mora pojesti cvetačo in tako. Mora dobiti vse te različne vrste hrane, kaj ne? Zdaj tudi odrasli menda vse preveč posegamo po sladki, mastni hrani. Ja. Se temu poskušaš izogibati tudi sicer, torej da dajeta z možem zgled svojim otrokom? Ja, veš, tudi jaz sem imela težave po porodu. Pač, ko imaš dva otroka, si tako preutrujen. Tako ti je težko. Vsaka mamica me bo razumela in zvečer, ko si tako, pa nimaš energije za nič.
організм, je telo je potrebuje nekaj masnega, nekaj slastnega, da dobi energijo. In je tudi jaz sem jedla, pač je veliko sladkega in so mi pojavili težave na koži, so je začeli tisti izpuščaji, ko preveč sladkega poješ, ki te srbi. In od takrat sem rekla, ne, tako ne more iti naprej. Sem šla študirati nutricionistiko in zdaj se lotim tega, da pridem k zdravi prehrani in pač mi uspe. Kje pa študiraš nutricionistiko? V Rossijski univerzi. Ja, nadaljavo. Aha. V ruščini, ker je ni tako še obvladam slovenščino, da bi se učila nutricionistiko v slovenščini. Kako pa to izgleda potem? Si sploh bila kdaj tam v živo ali je vse prek, ne vem, Skypa? Kako to poteka? Ne, pač ta univerza ima tisti pač Spletno stran? Program, ki imajo pouke. In tam naprej vsak je teden se odpre dve lekcije, jih prebereš in po každej temi potem imaš kot izpit, ki ga moraš narediti. In tako. In kako daleč si že? Ne, jaz veš, nimam veliko časa, da pač se poglobim in hitro to naredim. To vse gre počasi. Pa ni omejeno, torej, da v enem letu moraš toliko in toliko? Ne, ni omejeno, ampak imam do konca leta 2025, imam pač ta dostop. In da moram vse zrihtati, pač vse narediti to. Da pač mi dajo tisto certifikat, se reče to potrdilo, da sem uspešno zaključila ta tečaj. Pa potem zdaj prilagajaš tudi kaj tradicionalne kazahstanske recepte, mogoče na kak bolj zdrav način? Ja, pa se mi zdi, da hrano, ki jo kuhaš doma, ona je zdrava. Ona je zdrava. In je meso imaš, beljakovine imaš, Ogljikove hidrate imaš, je maščobo imaš, da? Pač daš je solato zraven in vodo, ker jaz ne pijem kave, ne pijem čaj, ne pijem nič, ker to slabo vpliva na telo. Tako. Zakaj pa? Kako bi to zdaj razlagala v slovenščini? Ker pač oni imajo to snov, ki je kofein, da, in ko je kofein, zaradi želodca mogoče kaj? Ali... Je železo, je telo ne absorbira, se reče absorbira, je železo, ker je kofein temu nasprotuje, tako bi rekla. Aha, nisem vedela. Ja, pa ne vem razložiti to tako lepo v slovenščini, ni obvladam tako še dobro. Ne, ampak gre ti zelo super. Hvala. Mislim, da se nimaš ničesar bati. Sicer pa bi te prosila, mogoče še, če nam zaupaš kakšen tradicionalen kazahstanski recept, ki mogoče ni pretežek. Pa ni pretežek. Ja, je bešparmak, to je naša narodna jed. Pač v enem loncu je moraš skuhati posebej meso, ali mi kuhamo konjsko meso, je lahko tudi govejo. Pa narediš testo in ga valjaš, da pride tako tanko. In ko to meso se skuha, ga daš ven
In u tisti juhi skuhaš, to je valjano testo. On se kuha, je hitro, 50 minut. Potem je to testo je daš ven, je zrežeš meso, je daš je čebulo u juhi, pa tudi je posebej skuhaš. In je to pride zelo dobro. To kot neka pašta? Ja, je bi rekla, kot je pašta, pač je pašta je testo in to je valjano je testo, tudi testo. Aha, mislim, se zavije notri kot v žepek ali Ne. ostane tisto? Ne, ostane. Ja bom ti potem pokazala sliko, kako to izgleda. Ja, sliši se resnično okusno, samo ja, kot rečeno, morala bom iti posebej po kumino, ne? Ne, Tukaj ne gre noter kumina, kumina. ne, tu ne gre notri, kumina gre za plov. Plov je zelo težko pripraviti, ker moraš vzeti veliko časa za to. Je meso moraš Na malem ognju, da na postane malo ognja, mehko. da postane mehko, potem daš čebulo, potem daš korenje, potem daš to kumino, daš riž, to vse zaliješ tisto z juho, ja. In na koncu za 15-20 minut daš kumino, rozine. Jo daš notri in pride, je tudi zelo dobro. Če boš v Kopru, pa lahko te povabim. Velja. Ja ti bom skuhala. Super. Ribje jedi tudi že kuhaš? Ja, v pečici. Je pa zelo enostavno. Jaz se mi zdi, je tu v Sloveniji za skuhati je zelo enostavno. Vse daš je samo v pečico in je samo mineštro, se mi zdi, vzame veliko je časa, ker moraš to vse zrezati, ja. Ampak imam zelo rada mineštro. Je moja nona, pač je babica. Mama od mojega moža je zelo dobra kuha. In je mineštro pravo obožuje. Joto tudi imam rada. Pa kranjske klobase. Pa so masne, ampak vseeno tako so dobri. Kaj bi pri tvojem študiju rekli na kranjske klobase? Da, pač, znaš, če je privoščiš enkrat na mesec, se mi zdi pa ni hudo. Še eno vprašanje. Zanima me, glede na to sicer, da imaš majhne otroke, kakšna je ponudba kaj za otroke, za dejavnosti z otroci? Ali je, naprimer, greste lahko v soboto na kakšne delavnice ali pripovedovanja, kakih pravljic? Ali je te ponudbe tudi dovolj? Pa se mi zdi, da v knjižnici oni ob četrtkih ali ob petkih imajo uro, ko berejo pravljice za otroke. Mi ne hodimo na delavnice, ker moj otrok nima zanimanje, ker pač je še premajhen je za to. On je radi teče, se igra, skaka in jaz ga ne silim v to, da pač je mora biti pri miru, da ali poslušati ali nekaj narediti, ker je tudi veliko poslušaš psihologov, ja, to je kako vzgajati otroke, kako pravilno, kako nepravilno. In sem se odločila, da do 6-7 letih ne bom ga vodila na delavnice, na tiste, ker otroci tega zdaj še ne potrebujejo. Od 6-7 letih bom mu ponudila vse, kar lahko, naj poskuša vse in naj si izbira, kaj mu je bolj všeč. In to, kar se izbira, je bomo na tem, je to izboljševali, ja, in do 18 letih, da to, kar ga veseli, to, kar mu je všeč,
da bo takrat potem začel. Ja. Ga učiš mogoče tudi kakšne igre, ki si se jih sama igrala v otroštvu? Ja. Se mi zdi, da je že tako, da Ja, od ja, vasi mi do vasi igramo. imamo različne igre. Skrivalnice. Mm. Skrivalnice. Potem je, ne vem, kako se reče v slovenščini, igra je, ko si zapiraš oči, zavežeš eno Aha, ruto slepe miši? in potem tako iščeš. Slepe miši rečemo. Je slepe miši, ja. Igramo to igro, pa mi naredimo eno vrvico, obvežemo zraven drevesa in jaz tako je držim in on skače čez te vrvice. Je tako, tudi jaz sem igrala in tako. Pa skače čez eno ali čez dve? Ne, pač, kaj, vrvico obvežeš, ja? Aha. Imajo eno vrvico, dve vrvice, skačeš. Aha, kot gumitvist smo temu rekli, mislim, Ja? da. Aha, Ja, ne vem, kako to razložiti v slovenščini. A, Lahko super. ti pokažem, če imaš vrvico. No, ampak mislim, vse še igrajo to tudi Ja? otroci sicer. No, ne, sprašujem, ker ne vidim jih pogosto zunaj, kot smo že ugotavljali. Pa jaz nisem je videla to na obali. Jaz mi zdi, mogoče je nekje doma igrajo, pa na igrišču nisem je videla, ampak ko igramo mi, pridejo vsi. Ja. Super. Žal se nam je čas iztekel, pa bi te Super. prosila za konec, če bi nas poskusila naučiti, kako se reče hvala, da ste nas gledali in se vidimo na Megafon TV v kazaščini. Rahmet. Rahmet. To je hvala. Ja, Aha, rahmet. to je hvala. Počakaj, zdaj moram prevesti. Kezdisejek. Kezdisejek, ja. Rahmet Kezdisejek. No, naj poskusim, ampak najprej Rahmet. Rahmet. Kezdisejek. Kezdisejek. Ja. Točen prevod je? Spasibo, se vidimo. Hvala, se vidimo. Ja. Torej, Rahmet, najprej tebi. Rahmet. Rahmet Ainura za obisk v našem studiu. In pa kako je že bilo? Kezdisejek. Ja. Naj poskusim. Rahmet Kezdisejek, naslednjič spet na Megafon TV.